nič nisem prodala. Zero, nada, kako že rečejo, skratka, nič nisem prodala in bi tokrat rada mogoče z vami podelila eno malo drugačno izkušnjo, in sicer, kaj se v takih primerih, ko nič ne prodam, dogaja v moji ekipi tukajle gor. Skratka, tale video mogoče malo drugačna priložnost, malo drugačna izkušnja, in pa, v bistvu tudi pojasnim oziroma povem, kakšna je rešitev vse te zadeve, in vas povabim k neki, novi zadevi. Zdaj mogoče samo toliko za, ozadje. Prodajala sem voden skupinski program, to se pravi, štartala naj bi pravzaprav jutri. Od tega trenutka, ko zdajle to snemam, naj bi delali 12 tednov, 3 tedne pavze od tega in tako naprej. Skratka, gre za izvedbo programa, ki sem ga izpeljala že dvakrat v taki obliki, nekajkrat tudi v individualno, in pa celo začela sem ga, oziroma tudi že posnetke sem imela narejene za verzijo za samostojno učenje. In, ja, nisem prodala nič. Oziroma, da bom transparentna, ni šlo, da nisem prodala čisto nič, ker v tej fazi, ko sem prodajala oziroma ko sem, tržila zadevo, za skupinsko verzijo, sem pravzaprav prodala eno mentorstvo, torej eno individualno mentorstvo in pa enega imam še v dogovoru, tako da toliko za pogum, tako da vas opogumim, da tudi, ko jo prodajate, pa ko ne prodate, nič ni nujno, da niste naredili nobenega prometa, ampak vseeno pač, ja, skupina se pa ni zapolnila oziroma se ni prijavil niti eden, niti v prednaročilu z early birdom, torej s cenejšo varianto, in niti kasneje. In ja, tamle v eni ekipi tukajle gor imam enega sodelavca, Ega Egiča, torej Ego Egič, ta je eden najglasnejši pa eden tak, ke zelo hiter, ta prvi je med tistimi, ki se oglasijo, ko stvari ne grejo najboljše. In Ego Egič je že takole kakšen teden prej, ke je videl pač, da se nihče ne prijavi, običajno se kakšen prijavi že vsaj en teden pred rokom, ne pa, da bi se vsi ta zadnji moment, ne, je začel, ne, paniko zganjati, pa je večkrat priletel k meni pa je rekel: "Glej, Maruša, kaj je zdaj to, ne, mislim, kaj se mi tukaj gremo, ne, mislim, prodajamo, kako se lahko spletno prodaja, mi pa nič ne prodamo, kaj je zdaj tukaj, ne, mislim, ne." No, ampak hvala bogu imam jaz eno sodelavko, ki pa skrbi za, jaz tako rečem, v oddelku za well-being. Gospodična zelo veliko, meditira, se ukvarja sama s sabo, dela na sebi in tako naprej in potem prenaša ta znanja in veščine tudi v našo ekipo. Mirna ji je ime, ne, in je Mirna takoj rekla: stari, ne, model, Ego tu, rekla Egiču, daj, ne paničar, ne, ni panike, nekaj se dogaja tukajle pri nas interno v naši ekipi, mogoče to vpliva na to, da pač prodaja še ni taka. Ego je tudi vmes začel potem ono varianto: "Ja, pa saj ljudje mogoče pa zato, ker smo ceno dali napačno pa previsoko, ne, pa mogoče zaradi tega pač smo dali višjo kot običajno." Pa ga spet Mirna, ne, reče, ne, ni nujno to, ne, vemo, smo se že naučili iz prakse, da cena ni vedno, ni vedno napačna. Pa spet Ego s tistim varianto: "Ja, pa ekonomski, svet se zdajle spreminja zaradi vseh teh zadev in tako naprej." Skratka, ga je Mirna lepo, pomirila, da pač, ja, včasih stvari, ne grejo v tisto smer, v katero bi želeli, tudi predvsem zaradi te internih zadev, zaradi katerih vemo, da v tej verziji oziroma v taki obliki ne bomo mogli dati stvari ven, oziroma ne bomo mogli strank podpreti na tak način, kot bi jih lahko oziroma kot bi si želeli, in pa da to morda tudi ni čisto ta prava smer. Pol, ke smo se že malo pomirili v tejle naši ekipi, ne, pa prileti tamle iz ekipe od Živka Sistemčiča, tam v tistem oddelku imajo enega gospoda, enega sodelavca, ke je majčkeno bolj tako, rekla, velikokrat je v tistem preživetvenem, načinu, ne. Pa vleti pa začne spet: "Ja, glej, pa imamo stroške, pa imamo prispevke za poravnati, pa bo to, pa ono, pa tretje, saj najboljše, da kar firmo zapremo," pa tako naprej, ne. Pa spet hvala bogu za našo Mirno, ne, pride Mirna pa reče: "Glej, saj nam je to že zgodilo, ne bomo nič firme zapirali, ne, nismo prvič tukaj, vedno smo rešili situacijo, vedno je šlo čez in tako naprej." Skratka,
neka obdobja, ki so taka, pač niso še razlog, da gremo mi zdaj to kar zapirati, pa tako naprej, pa imamo več administrativnega dela, kakor pa tega, da mi pravzaprav lahko naprej delamo, ne. Tako da pol smo se odločili, kaj smo naredili, no, odločili smo se, da smo poklicali enega zunanjega sodelavca, Erasmus smo imeli, oziroma ga kličemo tako Erasmus, ker je zelo tak razumski, in on nam včasih, oziroma dostikrat pač, kadar smo zalutamo v kakšno smer, ga povabimo, da z nami malo brainstorma, pa da nas, bom rekla, malo naštela nazaj na neke stvari, ne, nazaj na ta pravo pot. Skratka, Erasmus je prišel, smo imeli en tak brainstorming, malo smo se posvetovali še z našim AI kolegom Chatcotom, in smo ustvarili eno zelo luštno zadevo, namreč vrnili smo se na tisto izhodišče, ki ga tudi jaz sama velikokrat poudarjam, da morajo biti naše stvari usklajene z našo veliko vizijo, ne. To se pravi, da nas podprejo pri uresničevanju tega, kar si mi pravzaprav želimo uresničiti na dolgi rok, in to je tudi najbrž ena od stvari, ki nas je tukajle interno malo ven metala, ker pravzaprav smo zašli spet malo, bom rekla, iz tistega, kar smo si želeli ustvariti. Tako da smo z Erasmusom prišli do ene super, truper luštne rešitve, namreč vemo, da avtorji programov, torej klasičnih ali pa online programov, ali delate delavnice, tečaje, karkoli, skratka, tisto bistvo, ki ga ves čas poudarjam, kaj je bistvo našega marketinga, je to, da prodajamo. Skratka, da prodajamo in da smo čim bolj aktivni pri prodaji, oziroma da smo čim bolj aktivni pri marketingu, ki pelje bodisi k grajenju naše spletne prezence ali pa k prodajanju, ja. Tako da, ko smo se z Erasmusom pa pač v tej naši ekipi malo pogovarjali, smo prišli do ene take rešitve, namreč meni je cilj, da vas pripeljem čim hitreje do te točke, kjer v bistvu dejansko prodajate, oziroma da dejansko dajete ven tisto, ne, da se ne ukvarjamo z nekimi podlagami, ampak pridemo čim hitreje do tega. Tako da smo prišli do ene nove rešitve, in sicer smo jo poimenovali spletni map, spletni map, M-A-P, map kot mogoče zemljevid po angleško, ali pa v bistvu gre za kratice torej M kot marketing, A akcijski P partner, torej tvoj spletni marketinški akcijski partner, ali pa celo malo nam je Chatcot tukaj malo pomagal, preko ful se dobro tudi sliši spletni M-A-P kot marketing, M-A za avtorje, torej avtorje P programov, torej marketing za avtorje, spletni marketing za avtorje programov, ali pa spletni map kot spletni marketinški akcijski partner, ker je pravzaprav to tisto, kar je poudarek, da vas čim prej spravim v akcijo in da vas podprem z orodji in, bom rekla, vsebinsko in strateško podprem pri tem in pač z orodji, kako to pač si pomagati, da vas podprem pri tem, da ste pravzaprav lahko čim bolj aktivni in da čim bolj konsistentno delate svoj marketing in da ga čim bolj delate usklajeno svojo vizijo oziroma s tem, kar želite ustvariti. Tako da, program, ki ga nisem nič prodala, ga prodajam zdajle torej v drugačni obliki, ga ponujam v drugačni obliki, in sicer zadeva bo pripravljena v posneti obliki, torej posneta oblika, torej pridejo v bistvu 3 moduli, pazi zdaj to, malo je Chatcot pomagal. Prvi modul je M kot mapiranje, skratka v prvem modulu pogledamo, oziroma v prvem koraku pogledamo osnove, si naredimo v bistvu eno tako osnovno zasnovo, v kateri vas popeljem, da pregledate vse od tega, koga nagovarjate, kaj so vaši produkti, kje imate priložnosti še pri produktih, ne, tukaj je enkrat velika priložnost, ker marsikdo spregleda, da pravzaprav z drugimi produkti lahko prodajo svoje produkte, okej, ja, mogoče malo taka bolj triki zadeva. Pregledate v bistvu svoja sporočila, svoj glas in vse te zadeve, skratka ena super varianta, zelo na kratko vas bom popeljala čez, da pridete do tistih osnov, ki vam dajo, bom rekla, tako imenovano, bom rekla, neke vrste marketing strategijo, tako da mapiramo oziroma delamo marketing strategijo. Potem je drugi korak je A, kjer aktiviramo vse tiste osnovne zadeve, ki so potrebne za to, da lahko pravzaprav potem redno aktivno izvajamo, ne, skratka A kot aktivnosti
pregledamo, katere marketinške aktivnosti bomo delali, skozi katere kanale in vse te zadeve. Poštimamo vse te zadeve, skratka, to je praktično drugi modul oziroma drugi korak oziroma drugi teden. In pa potem v tretjem tednu gremo pravzaprav že do tega, kar bi v starem programu delali praktično šele čisto na koncu, tam v 7., 8., 9. tednu. Tako kot se nekaj cilj mi je, da vas čim prej pripeljem do tega, da čim bolj aktivno prodajate oziroma marketirate, oziroma tržite, no, lepo po slovensko. Skratka, tretji je pa P, torej MAP, tretji modul oziroma tretji korak je pa P, kot pospešujemo. In pospešujemo sicer na dveh nivojih, in sicer na eni strani pospešujemo našo spletno prezenco, torej to je namenjeno predvsem takrat, kadar mogoče še nismo prisotni na trgu spletno, ali pa kadar mogoče nič ne prodajamo, ali pa če še ne prodajamo, če šele v bistvu nekaj, bomo rekli, razmišljamo o biznisu, ali pa se šele podajamo v ta online svet, recimo, da smo do zdaj delali samo marketing, samo na klasičen način. P, torej pospešujemo prezenco, ali pa P, pospešujemo prodajo, torej v bistvu tam je pa pravzaprav poanta na tem, da vas peljem čez majčkeno drugačen način prodajanja. Jaz mu rečem s ščepcem energije, skratka, ščepcem energijskega vidika, skratka, da dodamo, bom rekla, majčkeno ene aspekte, kako prodajati, ne z nekimi marketinškimi ali pa nekimi psihološkimi triki, ampak bolj s to našo, bom rekla, z našo usklajenostjo, skozi našo usklajenost in skozi to, kar pravzaprav gradimo in to, kar si želimo ustvariti. Tako da, evo, v bistvu, kar je pa neka, bom rekla, majčkeno drugačna izvedba trenutno, je pa to, da se bo trenutno, ker bo to prvič oziroma ker nadomešča pravzaprav verzijo tistega skupinskega programa, ki bi sicer trajal skoraj 3 mesece, bo zadeva majčkeno drugačna, in sicer posnetki, to se pravi vsebine bojo posnete, so na kratko, tam približno do 1 ure na modul je te vsebine, pridejo vsak torek, tako kot če bi imeli sicer srečanje ob torkih, bojo zdaj prišle vsebine ob torkih, potem pa ob petkih so bile že prej napovedane pogovorne ure in tudi te pogovorne ure ostajajo, tako da v bistvu izvedba je zdaj torej tako, da ob torkih dobite vsebino, ob petkih sem ves ta čas, kot bi bila sicer, to se pravi od petka 13. marca do petka 29. maja, na voljo ob petkih od 9. do 10. ure za pogovorne 9. do 10. ure za pogovorne ure, ja. Pogovorne ure so mišljene na ta način, to se pravi, predelaš vsebino in potem lahko prideš na pogovorne ure, kjer lahko potem še kaj vprašaš, skupaj na brainstormamo mogoče konkretno tvojo rešitev in tako naprej. Pogovorne ure so skupinske, kar pomeni, lahko se mogoče kakšen petek znajdeš, da boš tam čisto sam, pa bova imela praktično lahko 1 na 1, kakšen petek bojo pa tam lahko 3 ali pa 4, pa bomo večkrat izmenjali tudi izkušnje in tako naprej. Skratka, ni čisto individualno, čeprav se včasih tudi tako zgodi. Skratka, poanta je, da je skupinsko in gremo čez vse te zadeve, skratka, ni treba, da si zdaj, ne vem, tisti teden delamo na M-ju, ni treba, da ti priješ ravno, pa recimo, da smo mi že naprej na A-ju, da že aktiviramo, ti si pa za nami, prideš vsem. Skratka, pogovorne ure niso vezane na vsebino tistega tedna, ampak so namenjene temu, da v teh 3 mesecih sem vam na voljo, da majčkeno bolj pospešimo zadevo. Tega v prihodnje ne bo. Prihodnje verzije tega spletnega mapa ne bojo imele te opcije, da imamo toliko teh srečanj, tako da je to zelo edinstvena priložnost za tiste, ki veste, da bi želeli majčkeno več, pa niste pripravljeni mogoče finančno ali pa časovno se zavezati z nekimi individualnimi mentorstvi. Hkrati dodajam, zadeva bo tudi na voljo v obliki individualnega mentorstva, torej za tiste, ki pa res želite delati zgolj 1 na 1 in se vam ne da ukvarjati s tem, da sami predelujete oziroma da greste sami čez zadeve, bo torej tudi ta opcija na voljo, sicer z omejenim številom seveda mentorstv na voljo vsak mesec. Tako da, MEP so torej 3 osnovne zadeve, hkrati vas pa podprem, tako kot že sicer, še na 2 nivojih, in sicer na tehničnem nivoju in pa na mindset nivoju. Tako da zraven poleg teh 3 MEP modulov oziroma teh MEP korakov pride tudi še mini
tehnični modul, kjer vas popeljem zgolj skozi 3. Res sem se usedla, res sem se pogovorila in sama s sabo in s chatbotom in tako naprej. Sem res pogledala, da so zadeve tisto, kar res nujno rabite, zato da lahko čim prej greste v akcijo, da ste čim bolj aktivni in tako naprej. Skratka, podprem vas torej na tehničnem nivoju. So 3 stvari, ki jih pravzaprav rabite početi. Rabite znati oziroma rabite pravzaprav, ki jih rabite početi in rabite znati, tako da še tisto podprem. Plus Mindset orodjarna ostaja, gre za eno tako zbirko kratkih, običajno 5 do 10 minutnih mini aktivnosti oziroma mini zadev, ki jih lahko naredite takoj ali pa ki jih lahko vnesete v svojo prakso. In vas še dodatno podprem pri, tem načinu razmišljanja, pri, recimo temu, energijskem usklajevanju in tako naprej. Ja? Najbolj ključna zadeva, ki vam jo pa tukaj tudi dodam, je pa seveda orodje. Gre za orodje Kanban, ki sem ga prilagodila prav za marketinške namene in je pravzaprav vaše ključno orodje pri tem, da pravzaprav, jaz sem ga poimenovala tvoj menedžer, in vas pravzaprav ves čas vodi in drži na tem nivoju, kaj imate za delati, kdaj imate za delati in tako naprej. In to orodje znotraj programa, skratka govorim, pravzaprav sploh ne morem govoriti več o programu, ampak je tole več kot samo spletni program, ker gre pravzaprav za neke vrste že neko platformo, kjer vam na eni strani dam torej znanje, vsebinsko, strateško, tehnično, organizacijsko, kako zadeve narediti, in na drugi strani vas podprem s konkretno platformo, v kateri lahko vi svoj marketing tudi vodite, upravljate, imate en lep pregled ves čas. Ta konkretna ponudba s temle, z opcijo teh 12 oziroma od 13. marca do 29. maja delamo, imamo te pogovorne ure skupaj, razen pač petek, ko so prvomajske počitnice, je edina verzija, ki bo imela to opcijo, da so zraven, da je toliko pogovornih ur. Okay? Tako da to je zdaj edinstvena priložnost, da izkoristite tole varianto. Podaljšam torej za en teden do petka, oziroma tamle bom napisala zraven, do kdaj točno. Podaljšam, to se pravi te prijave, da se lahko prijavite v to varianto. Tudi cena je precej bolj ugodna. Skratka, 390 evrov za celo leto vsega tega, oziroma celo na obroke, mislim, da sem rekla 35 evrov na mesec. Jaz mislim, da je to res, ena taka, recimo, dosti ugodna, nam rekla, da je simbolična cena, ampak dosti ugodna cena, ker vas podprem pravzaprav pri marketingu in prodaji, in jaz verjamem, da že z eno majhno aktivnostjo na mesec, kjer bodisi ali prihranite nekaj časa, ali pa mogoče dobite samo eno svetovalno uro, tudi če je vaša svetovalna ura samo 30 evrov, se pravzaprav že pokrijete pravzaprav ta strošek teh 35 evrov na mesec. Individualna verzija je na voljo v majčkeno dražji obliki, kar je logično, ker so pravzaprav vključeni še trije individualni posveti. Vsekakor pa tudi v individualni verziji dobite vse zraven, kar dobite v verziji za samostojno učenje, zato da vas lahko kadarkoli je potrebno usmerim, mogoče še na kakšen dodaten video, in pa seveda, da imate na voljo vsa orodja, ki so sicer v paketu. Evo, tako da se veselim, da začnemo delati marketing malo drugače, predvsem pa bolj aktivno in konsistentno in kontinuirano.